Aha. Takole, evo. Jaz pozdravljam vse udeležence. Naj povem to, da bo malo jasno, da v bistvu je bilo to predavanje namenjeno predvsem promociji programa, magistrskega programa Politologija, mednarodni odnosi in gospodarska diplomacija na Fakulteti za menedžment. Tako da sem tudi malo zastavil tako, da bi to dijaka kakšnega ali pa nadobudnega študenta malo mogoče spodbudilo, ampak zdaj, ko vidim, da so tle precej že ljudje, ki imate neko znanje oziroma ki ste bolj sofisticirani, bom pa mogoče še malo bolj v kakšno podrobnost šel, no. Ampak v načelu, če se nam bo še kakšen dijak ali pa študent pridružil, ali pa pol, kot je rekel nekdo, da bojo to gledali, toliko, da boste vedeli, da je to tudi malo promocijsko zastavljeno, da to ni v načelu eno zelo ekspertno predavanje, ampak v marsičem namenjeno torej promociji programa Politologija, mednarodni odnosi in gospodarska diplomacija. Začel bom s tem, kar zmeraj povem študentom, ko jim predavam, da moja naloga pri študentih je zmeraj torej širiti obzorja. Poleg te materije, ki jo podajam v okviru predmeta, želim razširiti obzorja študentom, kjerkoli predam, katerikoli predmet, zato ker mislim, da je to v današnjem svetu konteksta globalizacije zelo potrebno, zato ker če Nizozemci pravijo zgolj 16 milijonov nas je, zato moramo dobro poznati svet, jaz mislim, da to toliko bolj velja za nas Slovence, se pravi, ki nas je zgolj 2 milijona. In moramo po mojem dobro poznati svet. Minili so časi, ko smo lahko, torej, ko je Slovenija, oziroma minevajo časi po moje, ko je Republika Slovenija oziroma poslovni subjekti iz Slovenije, da lahko poslujejo zgolj z Evropsko unijo, predvsem z Nemčijo, Francijo, Italijo, Hrvaško, našimi najpomembnejšimi zunanje trgovinskimi partnerji. Povedano drugače, torej, Slovenija je majhna država, umeščeni smo na en tak prepik, bi rekel, smo med romanskim, germanskim, slovanskim in pa tudi torej arabskim svetom, skoraj da lahko rečemo sredozemskim, smo na eni taki dobri poziciji geografski, tako da jaz mislim, da to, da smo mi dobili državo leta 1991, ni nujno neka večna zgodba. Torej, Slovenija bo morala kvalitetno delati, da bo to svojo državo ohranila. In jaz mislim, da je tisto, kar lahko Slovenijo daleč najbolj ohrani, oziroma tisto, kar je daleč najpomembnejše, je znanje Slovencev. Teh 2 milijonov duš, ki morajo biti po mojem mnenju zmeraj bolj oziroma čim bolj seznanjene z dogajanji v svetu, čim bolj razgledani, čim bolj načitani, kot se reče, in tako naprej, drugače ne bo šlo. Že res, da kdo pravi, aha, naši športniki osvajajo zlate medalje, sam sem mnenja, da Sloveniji, mogoče bo kdo več, kakšen prebivalec sveta več vedel za Slovenijo, morda bo hotel priti Slovenijo, ampak zlate medalje Slovenije ne bodo usposobile za neko strateško bivanje na tem območju. Znanje nam lahko pomaga. Jaz sem v to globoko prepričan. Nenazadnje, Slovenija ni tako zelo različna od Singapurja. Saj veste, Singapur, država, ki je dobila neodvisnost 1963, vstopila v Malezijsko federacijo, pa potem 1965 izstopila. Singapur ima 5 milijonov ljudi. Ampak, kot pravi Rory Metcalfe, ki je napisal zelo pomembno knjigo o Indo-Pacifiku, torej Singapur, ker ima tako močne sosede, Ljudsko republiko Kitajsko in pa Indijo in Malezijo in tako naprej, mora biti dober. In singapurski obveščevalci veljajo za najboljše na svetu. Med drugim govorijo o črnem slonu. Kaj je ta črn slon? Torej, po eni strani, kot se reče, da obstaja slon v sobi, se pravi nekaj, kar je zelo prezentno, kar je zelo vidno, po drugi strani pa, a veste, ko so prvi Evropejci prišli v Avstralijo, so bili frapirani, ko so videli črne labode.
Črni labodi so veljali za prispodobo nečesa, kar ne more obstajati. To je bilo tam 1697. Ampak na jugozahodu Avstralije so obstajali dejansko črni labodi. In so bili tako presenečeni, da je ta logika, da je črn labod nekaj, kar je nemogoče, torej se je počasi začela spreminjati. In singapurski obveščevalci na primer govorijo o črnem slonu na ta način, da prihaja nekaj, kar je vsem dobro znano, za kar vsi vemo, da pride, na primer nek vojaški spopad v Indo-Pacifiku, vendarle pa, ko bo prišel ta spopad, bo to absolutno presenečenje, kot črn labod. Torej, s takšnimi koncepti se na primer singapurski obveščevalci ukvarjajo. In pa še nekaj bi rekel, morda kdo od vas pozna religijsko skupino The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, Cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Torej, to so po domače rečeno in pravimo mormoni. Torej, zmeri študentom povem, da te mormoni kljub temu, da tvorijo zgolj 6 milijonov prebivalstva Združenih držav Amerike oziroma 2% prebivalstva, da so mnogo bolj ekonomsko uspešni. Da so izrazito nadproporcionalno ekonomsko uspešni, da vodijo mnoga podjetja, korporacije. Goldman Sachs, torej znana in pa tudi razvpita banka, gre najprej iskati nove delavce na New York University, potem grejo pa že v Utah. Salt Lake City University, kjer iščejo ustrezne kadre, torej med mormoni. Zdaj, zakaj so te mormoni tako zelo nadproporcionalno ekonomsko uspešni? Nemara je pomemben del odgovora o tem, da dobro poznajo svet. Namreč vsak mlad mormon, kot morda veste, ste jih morda že videli na slovenskih ulicah tudi, vsak mlad mormon mora iti za 1,5 leta, če se ne motim, v tujino in tam seveda razširjati mormonsko vero, pri tem pa spoznati kulturo države, v kateri se nahaja, in pa po možnosti se naučiti tudi jezika. In potem te mladi mormoni to znanje prinesejo nazaj v Utah in seveda to pomaga tej mormonski skupnosti, da v pogojih globalizacije, ko svet postaja zmeraj manjši, ko morajo korporacije zmeraj bolj te kulturne nianse poznati, torej to zelo pomaga pri ekonomskem delovanju. Še enkrat, tudi Slovenci, po moje, se bomo morali sofisticirati. Minili so časi, ko tudi ljudje poznajo, nekdo je zadnjič rekel malo sarkastično, kraje na hrvaški obali, potem se pa že pa mogoče smučišča v Italiji in Avstriji, potem se pa počasi že neha. Torej, to je minil. Nenazadnje slovenska ekonomska strategija oziroma poslovna strategija govori o tem, da bi morala slovenska podjetja prodreti tudi v Srednjo Azijo, Kazahstan, Azerbajdžan in tako naprej. Seveda tudi Ljudska republika Kitajska. Zakaj govorim o Ljudski republiki Kitajski? Zato, ker rad uporabljam te točne nazive. Namreč verjetno veste, da obstaja še neka druga kitajska država. Namreč, da uradni naziv Tajvana je Republika Kitajska. Zato je za začetek zelo dobro uporabljati zelo natančne opise oziroma imena držav. Ta Republika Kitajska seveda je znana predvsem pod imenom Tajvan in marsikdo tega ne ve. Tu Tajvan še ni postal član OZN, o katerem bom pozneje več povedal. Tudi zakaj ni postal član OZN. Torej, če gremo zdaj v to, kaj moramo poznati oziroma o čem naj bi študenti tudi izvedeli na tem magistrskem študiju politologije, seveda je tisti res bazično znanje je Evropska unija. To je tisti začetek, ki je nekako prisoten. Če bi bil kakšen dijak tukaj, bi seveda povedal, da oziroma bi ga malo preizkusil, ali ve, da je 27 članic in tako naprej. Upam, da Slovenci vedo, kateri so organi telesa Evropske unije. Ljudje torej tudi zmeraj ne vedo najbolj, da Evropski parlament v Evropski uniji postaja zmeraj pomembnejše telo.
da se večina zakonodaje, torej da Evropski parlament zmeraj več zakonodaje sklepov potrjuje in je paradoksalno, da ljudje se zmeraj manj, tudi Slovenci, udeležujejo teh volitev v Evropski parlament, čeprav Evropski parlament izrazito krepi svoje pristojnosti. Tisto, kar verjetno vsi veste, naslednje, kar bom povedal, je to, da majhnim državam, kot je Slovenija, seveda zelo koristi, oziroma tisto, kar je v njihovem interesu v mednarodnih odnosih, je prvič mednarodno pravo. Mednarodno pravo je tisto, ki ščiti majhne države s svojimi pravili, da niso izpostavljene močnejšim državam v neki džungli, kjer bi močnejši uveljavljali svojo moč in porivali šibkejše člane stran. Tako da vitalni interes Republike Slovenije je veljavnost mednarodnega prava in pa drugič multilateralizem, se pravi multilateralne organizacije, kot je Evropska unija, kot je NATO, kot je Organizacija Združenih narodov. In naslednje, česar bi se jaz malce dotaknil, je ta Organizacija Združenih narodov. Verjetno veste, da sedaj je to za Slovenijo izjemno aktualno, ker Slovenija bo kandidirala zopet za nestalno članico Varnostnega sveta Organizacije Združenih narodov, tako da tudi sama kandidatura za nestalno članico Varnostnega sveta implicira, da Slovenci moramo poznati svet, diplomati, politiki, gospodarstveniki, učitelji, da bi tudi diplomati v OZN torej lahko relevantno glasovali ob najzahtevnejših temah v varnostnem svetu, ki se ukvarja z spori oziroma z kriznimi žarišči in drugimi vprašanji po vsem svetu. Tudi zaradi tega torej moramo biti Slovenci dobri in poznati svet in specifike in kompleksnosti. Torej, kaj glede tega OZN-a, jaz bi najprej poudaril, da seveda tule imam ustanovno listino OZN. Zmeraj poudarjam študentom, da je to najpomembnejša pogodba od vseh mednarodnih pogodb. Tale drobna listina je najpomembnejša mednarodna pogodba, 103. člen v njej vsebuje določilo, da če pride do trka med obveznostmi, ki jih ima katerakoli članica po katerikoli pogodbi in pa obveznostmi, ki jih ima po tej ustanovni listini, nujno prevladajo obveznosti po tej ustanovni listini. 103. člen. Derogatorna klauzula. Se pravi, to je pogodba nad pogodbami. In zato je ta OZN kot neka torej organizacija kolektivne varnosti, ki je nadomestila Društvo narodov, ki je obstajalo med obema svetovnima vojnama, tako zelo pomembna organizacija. V zadnjem času sicer se je začel njen pomen na nek način odrivati, ampak jaz mislim, da slej ko prej OZN ostaja neko temeljno osrednja organizacija v današnjem svetu. Nenazadnje, ker obstaja tekma med Združenimi državami Amerike in pa Ljudsko republiko Kitajsko za nek primat v svetu, je jasno, da Ljudska republika Kitajska poskuša svoje pozicije krepiti tudi na ta način, da sistematično zaseda pozicije v Organizaciji Združenih narodov. Mnoge, torej na čelu mnogih agencij specializiranih v OZN-u so seveda kitajski diplomati. Naprimer, zdaj smo imeli pred kratkim primer, zelo nedavno, da je visoka komisarka za človekove pravice Michelle Bachelet, Čilenka, da je izdala poročilo o položaju v Xinjiangu, o preganjanju kitajskem Ujgurov. Očitno Ljudski republiki Kitajski ni uspelo preprečiti izdaje tega poročila kljub naraščajočemu vplivu Ljudske republike Kitajske v OZN. Nenazadnje, LR Kitajska je postala drugi največji plačnik v proračun OZN-a, takoj za Združenimi državami Amerike, tako da je Peking izjemno vpliven postal v OZN-u. Jaz mislim, da se Američani tega zavedajo in da Joseph Biden v nasprotju z predhodnikom Donaldom Trumpom torej želi zopet ZDA
pozicionirati v OZN in ji pridajati tej organizaciji mnogo večji vpliv, ker se zaveda, da na ta način tudi lahko omejuje vpliv Ljudske republike Kitajske v svetu. Torej, naj to združim, kar sem zdaj povedal, Slovenija bo kandidirala za nestalno članico Varnostnega sveta. 18. člen, drugi odstavek te ustanovne listine pravi, da pomembne odločitve v generalni skupščini se sprejemajo z dvotretjinsko večino vseh držav, ki so prisotne in ki glasujejo. Ne z dvotretjinsko večino vseh članic, ampak z dvotretjinsko večino vseh držav, ki so prisotne in ki glasujejo. Seveda obstaja nek kvorum v generalni skupščini, ampak to pomeni, da Slovenija, če hoče postati nestalna članica Varnostnega sveta, potrebuje najmanj 129 glasov od trenutno 193 članic Organizacije združenih narodov. Seveda najmanj 129 to pomeni zaradi tega, ker ne vemo, koliko držav bo prisotnih na tem zasedanju in bo glasovalo. Torej, vzdržane se ne štejejo. Zato torej naj poudarim, da med temi pomembnimi odločitvami je poleg sprejema novih članic v OZN, sprejema priporočil glede ohranitve mednarodnega miru in varnosti, sprejema proračuna, torej tudi izvolitev nestalnih članic Varnostnega sveta. 23. člen te ustanovne listine sicer pravi, da naj bi se nestalne članice izvolilo na podlagi dveh kriterijev. Prvič, prispevka člana k ohranitvi mednarodnega miru in varnosti in pa drugič, pravične geografske razdelitve. Praksa v OZN je šla v to smer, da se nove nestalne članice Varnostnega sveta izvoli izključno na podlagi, torej formalno gledano izključno na podlagi pravične geografske razdelitve. To pomeni, da od 10 nestalnih članic Varnostnega sveta jih 5 zmeraj prihaja iz Azije in Afrike, 2 iz Latinske Amerike, 1 iz Vzhodne Evrope in 2 iz Zahodne Evrope in ostalega sveta. Kar pomeni, da Slovenija, Republika Slovenija bo kandidirala za mesto, ki ga ima Vzhodna Evropa v Varnostnem svetu OZN. Verjetno veste, da naš tekmec bo Belorusija. Torej, in še enkrat moramo zbrati 2/3 držav, ki bodo prisotne tedaj v glasovanju v generalni skupščini in ki bodo glasovali za tisto državo, za katero menijo, da je najbolj usposobljena za nestalno članico. To me torej na ta način, zdaj bom šel naslednji korak v tem predavanju. Veste morda, da na zadnjem Blejskem forumu, Blejskem strateškem forumu se je slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon že sestala s 5 oziroma 6 stalnimi predstavniki afriških držav v Organizaciji združenih narodov. To je seveda zelo, zelo pomembno sporočilo, pomembna poteza. Vsekakor s tem naša diplomacija kaže, da se zaveda pomena, ki ga ima Afrika v Organizaciji združenih narodov. Namreč ne pozabimo, da afriških držav je 54. Vseh članic OZN je 193, torej afriške države tvorijo več kot 1/4 vsega članstva OZN. Zato bo absolutno nujno, da Slovenija prepriča čim več afriških držav, da bi glasovala za Slovenijo kot nestalno članico Varnostnega sveta. Seveda je pa tle, torej, ko to rečem, pa naj povem tudi, da sodeč po mojih izkušnjah študenti na splošno je Afrika za Slovence v marsičem še vedno neka črna luknja. Nažalost, kljub temu, da je Afrika naša neposredna soseščina, je Afrika kot neka črna luknja, v kateri večina prebivalstva ne ve ničesar. Tu, če kakšen študent vejo, če vejo študenti glavna mesta evropskih držav, ko pridemo k Afriki, se vse skupaj neha. Mogoče še severnoafriške države, Egipt, Tunizija, to je lahko torej Kairo, Tunis in tako naprej. Čim gremo pa v podsaharsko Afriko, je tega vedenja zelo malo. Torej, tale Afrika
je tista, ki bo v marsičem odločila pri glasovanju v generalni skupščini o tem, ali bo Slovenija postala nestalna članica Varnostnega sveta. Kot sem že rekel, je afriških držav 54. To so raznolike države in tisto, na kar bi jaz opozoril, da Slovenija imela dolgo časa zgolj eno samo diplomatsko konzularno predstavništvo v Afriki, to je bilo predstavništvo v Egiptu, ki je pokrivala celotno Afriko. Ker se Slovenija v zadnjem času že bolj zaveda pomena Afrike, torej je odprla tudi diplomatsko konzularno predstavništvo oziroma ga odpira v Maroku, kjer smo v okviru sukcesije po nekdanji Socialistični federativni republiki Jugoslaviji dobili prostore veleposlaništva Jugoslavije, in pa Slovenija je odprla veleposlaništvo v Tanzaniji. Tako da ima Slovenija 3 veleposlaništva, pomembno pa je, da je Tanja Fajon na zadnjem Blejskem strateškem forumu napovedala, da bo Slovenija odprla tudi svoje predstavništvo v Adis Abebi, glavnem mestu Etiopije. To je zopet zelo spretna poteza, zato ker se slovenska diplomacija in njena šefinja zaveda, da ima Etiopija en poseben pomen v Afriki. Zakaj ima Etiopija ta poseben pomen? Zato, ker je Etiopija, naj poudarim, edina država v Afriki, ki nikoli ni bila kolonizirana. Nikoli ni bila torej pod vladavino kolonialne sile. Res je, da je Mussolini zavzel Etiopijo med letoma 37, najprej vodil brutalno vojno, potem pa je imela Italija, seveda je bila v Etiopiji 4 leta, ampak to je prekratko obdobje, da bi lahko rekli, da je bila Etiopija kadarkoli kolonizirana. Zakaj govorim to? Zato, ker na podlagi tega, da Etiopija nikoli ni bila kolonizirana, so se afriške države, potem ko so po drugi svetovni vojni pridobile neodvisnost, odločile, da bodo sedež najprej Organizacije afriške enotnosti vzpostavile v Adis Abebi. Od leta 2002, ko se je pa ta Organizacija afriške enotnosti transformirala v Afriško unijo, je pa sedež seveda še vedno v Adis Abebi. Tako da Slovenija s tem, ko bo svoje predstavništvo vzpostavila v Adis Abebi, bo ne zgolj blizu torej Afriški uniji, vsem tem diplomatom afriškim, ampak bo tudi na simbolni ravni sporočala, da se zaveda, kje je na nek način torej srce Afrike, vsaj diplomatsko srce, politično srce, in bo lažje lobirala torej pri afriških državah. Kaj še glede te Etiopije, morda še nekaj lahko poudarim kot nek ekskurs, torej da ta Etiopija je trenutno, kot morda veste, v fazi vojne. Mogoče kot zanimivost, ali pa ne kot zanimivost, to je pomembno, torej, da Etiopija je druga najbolj obljudena afriška država. Takoj za Nigerijo, ki ima 200 milijonov prebivalcev, torej takoj za tole Nigerijo, relativno majhno po ozemlju, ki ima 200 milijonov ljudi, je tukaj Etiopija, okoli 120 milijonov prebivalcev. In tale Etiopija se kar že nekaj časa, že 3 leta nahaja v neki vojni, v kateri vlada, ki jo vodi Abiy Ahmed, torej najprej hotela tlele tigrejsko skupnost na severu Tigre, torej pokrajino Tigre pokoriti, pa tega ni uspela narediti. Sedaj pa vodi ta osrednja vlada tudi vojno proti oromski skupnosti, tukaj na jugozahodu. Ena torej proti najštevilnejši etiopski etnični skupini Oromo. Vmešane so pa tlele tudi tele amharske milice, ljudstva Amhara. Tako da kot zanimivo ostale Etiopija je zanimiva zaradi tega, ker v njej obstajata 2 semitski ljudstvi. 2 semitski ljudstvi, se pravi, semitska ljudstva najprej poznamo vsi, torej Jude kot semite, pol so tle Arabci, tako da ko včasih kakšen izraelski politik reče, da so Arabci antisemitski, je to paradoksalno, ker so tudi Arabci semitsko ljudstvo. Potem imamo pa v sami Etiopiji, kot pravim, 2 semitski ljudstvi, Tigre, ki je sedaj v vojni s centralno oblastjo, in pa Amharci, ki preko svojih milic sodelujejo z
osrednjo vlado proti Tigrejcem in proti Oromcem. Na drugi strani imamo v Etiopiji tudi hamitska ljudstva. To najštevilnejše ljudstvo so Hamiti. Zakaj to govorim? Ker to je zanimivo, veste, semitska, hamitska ljudstva, to je ta delitev po sinovih Noeta, očaka Noeta, ki je imel 3 sinove, Sem, Ham, Jafet. Se pravi, hamitska ljudstva, somalska, kušitska, tudi Somalci so, staroegipčansko, berbersko, semitska pa, kot sem rekel, arabsko, judovsko, Amhara in pa Tigre. Tako da v bistvu je to romsko, Romi v Etiopiji so semitsko ljudstvo, hamitsko in pa somalskega izvora. Ko ravno omenjam Somalijo, naj še to povem, tale Somalija, kjer tudi, kot veste verjetno, ali pa v večjem delu Somalije, ker tlele nastaja neka tvorba, ki bi rada postala država, a morda ve kdo od navzočih, kako se imenuje tale tvorba, ki je neodvisnost razglasila že leta 1991, ampak ne dobi neodvisnosti priznane od najpomembnejših držav. Somaliland, nekdanja britanska Somalija, torej ta bi rada imela neodvisnost, ampak je velike sile ne priznajo, ker Afriška unija nasprotuje tej neodvisnosti. Afriška unija se boji, da bi potrjena, priznana neodvisnost tega severnega dela Somalije, nekdanje britanske Somalije, da bi bila lahko negativen presedan za razpadanje drugih afriških držav. Kar hočem pravzaprav povedati tudi na tej točki je to, da Somalija je unikatna afriška država zaradi tega, ker Somalci, vsi prebivalci Somalije pripadajo eni sami etnični skupini. To je Somalcem, torej kušitski, hamitski skupini. Nažalost, torej se potem skoraj da nepopravljivo sovražijo preko klanov in se klani tlele tolčejo v osrednji nekdanji italijanski Somaliji že od leta 1991. Na drugi strani samo kot en kontrast, torej če ima Somalija eno samo etnično skupino kot edina država, ki je takšna v Afriki, Nigerija. Nigerija ima najmanj 250 etničnih skupin. To pomeni najmanj 250 jezikov. Torej popolno nasprotje od Somalije in večina afriških držav je etnično pluralistična, da obstajajo mnoge etnične skupine. Ko ravno v Afriki govorim, naj še to povem, kar povečuje pomen Afrike v današnjih mednarodnih odnosih, da Afrika vsebuje 1/3, se pravi 33% okoli vseh naravnih bogastev v svetu. Torej sama Afrika po ozemlju, po obsegu ozemlja ne tvori 1/3 vsega kopenskega sveta, ampak vsebuje pa 1/3 vseh naravnih bogastev. Se pravi, Afrika je neka surovinsko izjemno bogata celina, primer kobalt. Kobalt nemara vsi že poznamo, v vsakem električnem avtomobilu je potrebno 10 kg kobalta, da se ga izdela. Kje nakopljajo največ kobalta v svetu? Demokratična republika Kongo. 60 do 70% na jugovzhodu DR Demokratične republike Kongo. Tukaj le Copper Belt, torej bakreni pas, podobno kot ima tudi Zambija bakreni pas, medtem ko je bakar edini pravzaprav izvozni produkt Zambije, nekdanje britanske severne Rodezije, ima Demokratična republika Kongo več naravnih bogastev, ampak eno od teh pomembnih naravnih bogastev je torej kobalt tukaj na jugovzhodu, ki nastaja torej v veliki meri kot stranski produkt kopanja bakra. Sicer pa v tej Demokratični republiki Kongo že od leta 1991 kopljajo tudi kobalt tantalit, oziroma kolombajt tantalit, koltan, ki je tudi strateška kovina, potrebna v vseh tehnoloških pripravah, vesoljskih plovilih in tako naprej. Tlele vidite, da ta Afrika je kompleksna, naj še to dodam, da
Zakaj poudarjam Demokratična republika Kongo? Zato, ker imamo tukaj seveda še en Kongo, ozemeljsko manjši, to je Republika Kongo. Če je bila Republika Kongo francoska kolonija, neodvisna od 1960, z glavnim mestom, a morda kdo ve takole iz glave, katero je glavno mesto Republike Kongo? Se opravičujem, da vas tako sprašujem, malo interakcije, da imamo. Kinshasa, Primož. A je Brazzaville? Ja, Kinshasa je glavno mesto tega Demokratične republike Kongo. Medtem ko ja, glavno mesto Republike Kongo je Brazzaville, tako je. Kinshasa je glavno mesto Demokratične republike Kongo. Kinshasa se je na začetku imenovala ob ustanovitvi Leopoldville. Leopoldville. Zakaj Leopoldville? To vprašanje včasih študentom ali pa zmeraj skoraj da zastavim. Če vejo, čigava kolonija je bila ta Demokratična republika Kongo? Kako? Belgija. Ja, to je ponavadi odgovor študentom, to je zgolj deloma pravilen odgovor. Izvorno ni bila belgijska, izvorno je bila to osebna posest belgijskega kralja Leopolda II. Osebna posest. In ta Leopold II, ki je to posest imel v lasti od leta 1885, ko jo je dobil na Berlinski konferenci, kjer so se priznavale kolonije, in jo je imel potem 23 let v lasti do 1908, je tole Free State Kongo, kot se je imenovala, brutalno izkoriščal in povzročil smrt 5 do 8 milijonov ljudi. Slonovino in pa gumo je brutalno tukaj torej izkoriščal in pa pahnil v smrt toliko milijonov domačinov. Ko je svet zvedel preko ameriških misionarjev, kaj se dogaja tukaj v osrčju Afrike, je bil Leopold II. Leta 1908 prisiljen to svojo osebno posest prodati svoji lastni državi, Belgiji, za 220 milijonov frankov. Svoji lastni državi je prodal to, torej svojo osebno posest. Mimogrede, ta Leopold II. Je bil bratranec britanske kraljice Viktorije. Menda, da ga je učila tudi spolnosti in tako naprej. Pripadal je pa vladarski hiši Sachsen-Coburg-Gotha. Enaki vladarski, se pravi Belgice, ko so velike sile 1830 Belgijo ustanovile, so Belgiji na tron, na prestol postavili nemško vladarsko hišo Sachsen-Coburg-Gotha, ki je seveda tesna sorodnica Hanoverijancev, ki še danes pod drugim imenom vladajo v Veliki Britaniji. Torej, vladarska hiša Hanover je 1714 prišla na oblast v tedaj že Veliki Britaniji. Ampak se je seveda med Prvo svetovno vojno preimenovala v Windsor, tako da zakrijejo ta nemški izvor. Tako da v Prvi svetovni vojni mimogrede sta se dva bratranca bojevala, torej Wilhelm II, Hohenzollern na čelu Nemčije in pa George V oziroma Edward VII na čelu Velike Britanije. Bratranca po krvi. Prava bratranca sta bila v vojni. Skratka, vidite, da tale Afrika, da je res ena taka zelo zanimiva država, zelo pomaga, veste, zelo pomaga, če vemo, čigava kolonija je bila katera država. Ko sem rekel, da je tale Tanzanija, da ima Slovenija v Tanzaniji svoje diplomatsko predstavništvo, a mogoče kdo ve, čigava kolonija, kaj se v smislu kolonije dogajalo v tej Tanzaniji? Primož, kaj je to bilo kaj nemškega? Tako je, res je. To je bila Nemška vzhodna Afrika. Nemška vzhodna Afrika in ta vzhodna Afrika, manj znano je mogoče, da so Nemci zagrešili genocid v sedanji Namibiji, kjer je Lothar von Trotha, klavec iz vzhodne Afrike, med letoma 1904 in 1905 pobil 4/5 ljudstva Herero tukaj. Se pravi, da so Nemci tlele iz svoje vzhodne Afrike vzeli klavca ven in ga poslali sem, da se je maščeval, zato ker so tlele domačini nemške koloniste pobili, ki seveda so jih izkoriščali.
Ta nemška kolonija, seveda je Nemčija izgubila to vzhodno Afriko svojo po prvi svetovni vojni in ta je postala potem kolonija Velike Britanije Tanganika. In ta Tanganika je dobila neodvisnost 1961, potem so se pa tlele sužnji uprli na otoku Zanzibar, kjer je bil sultan, in se pridružili, torej otok Zanzibar pridružili Tanganiki in seveda Tanganika in pa Zanzibar skupaj da ime Tanzanija. Zato se ta država imenuje Tanzanija. V zadnjem času so tlele zemeljski plin odkrili na obali, tako da mislijo, da bodo nekaj dobili tudi od tega. Skratka, dobro je malo tele specifike Afrike poznati, ne nazadnje Slovenija, mislim, da dobro dela to, kar je pravzaprav začel pokojni gospod Peter Toš, nekdanji slovenski veleposlanik v Egiptu, da vsako leto, ne vem kako je bilo zdaj sicer prejšnje leto med covidom, ampak že nekaj let se je organiziral poseben dan Afrike v Ljubljani. Tako da so povabljeni afriški diplomati, naši diplomati, akademiki in tako naprej. To je zelo hvalevredna poteza. Jaz mislim, da Slovenija bi v tej Afriki, ko prepričuje afriške države, lahko kapitalizirala dve stvari. Prvič to, da Slovenija nikoli ni bila kolonialna sila. To je že plus v Afriki, in pa drugič to, da je bila Slovenija nekdaj republika v Jugoslaviji, Jugoslavija pa je bila pomembna članica gibanja neuvrščenih. Torej, gibanje neuvrščenih pa je seveda še vedno obstaja in afriške države imajo neko afiniteto do gibanja neuvrščenih. To je najmanj, kar lahko Slovenija pove afriškim državam, poleg tega seveda, da projekti, kot so projekt Toma Križnarja v Južnem Sudanu, ko je Nubam priskrbel vrtalno napravo za vodo, to, da Pedro Opeka se bori proti revščini in pa to, da bi slovenska organizacija za razminiranje tudi v marsikateri afriški državi lahko pomagala. To je tisto, kar lahko Slovenijo promovira bolj v Afriki, čeprav na koncu koncev je treba povedati, da ko bo Slovenija tekmovala z Belorusijo v OZN za to, da bi bila izbrana za nestalno članico, bo zelo pomembno ali pa skoraj bi rekel posredno glasovanje. Da lahko rečemo, da države, ki podpirajo Ukrajino v sedanjem rusko-ukrajinskem sporu, bodo zelo verjetno glasovale za Slovenijo. Medtem ko države, ki podpirajo Rusijo in dobršen del afriških držav, vsaj polovica, to se je izkazalo ob resoluciji v generalni skupščini, kmalu po začetku konflikta, vsaj polovica afriških držav se nagiba k Rusiji, tako da verjetno bo ta polovica bo glasovala za Belorusijo, verjetno. Torej, to bo veljalo za cel svet v marsičem. Da bo Slovenija pravzaprav posredno deležna glasovanja tudi na podlagi rusko-ukrajinskega konflikta. Torej, toliko v Afriki, seveda bi se dal še marsikaj povedati, ampak gremo naprej. Naslednje, kar je tudi neposredna soseščina torej Evrope, Balkana in pa pravzaprav tudi Slovenije, je Bližnji vzhod. Severna Afrika, Bližnji vzhod, se pravi muslimanski svet. Tlele v muslimanski svet je marsikdo ima neke stereotipe v tem svetu, ampak dejstvo je, da muslimanov je v svetu 1,9 milijarde, to pomeni 1/4 vsega prebivalstva v svetu. Da muslimani so naseljeni od Maroka na zahodu do Indonezije na vzhodu. Da ne nazadnje, a veste, muslimanske države obkrožajo geostrateško, geopolitično vse pomembne ožine. Gibraltar, torej imamo tlele Maroko. Tlele seveda Bab el-Mandeb, okoli so seveda muslimanske države. Hormuška ožina, skozi katero gre vsak dan 20% svetovno konzumirane nafte in pa 25% svetovno konzumiranega utekočinjenega zemeljskega plina, obkrožen z muslimanskimi državami. In ne nazadnje, zares ne nazadnje, ker to je morda postala najpomembnejša točka globalizacije, malajska ožina. Tudi malajsko ožino obkrožajo muslimanske države. Tako da,
hočeš nočeš, je ta islam v svetu tako zelo objektivno pomemben, da moramo nekaj o njemu vedeti, kar pa ne pomeni, da je islam tako zelo vplivan v svetu. Tisto, kar je velika rana muslimanskega sveta, je to, da se počuti marginaliziranega. To, da muslimani menijo, da preprosto nimajo zadosti besede v svetu. Zakaj to menijo? Ne nazadnje zaradi tega, ker toliko muslimanskih populacij po svetu trpi. Palestinci trpijo že veliko desetletij, kljub temu, da Izrael jasno krši mednarodno pravo, preprosto teh četrtina prebivalstva muslimanskega ne more pravzaprav narediti nič, da bi izboljšala položaj Palestincev. Trpijo tudi, veste, da je Rusija izvedla na začetku tega tisočletja oziroma ob koncu prejšnjega, lahko rečemo, skoraj nek genocid nad Čečeni. Danes muslimani, kot sem že deloma omenil, zelo trpijo v Xinjiangu, turško ljudstvo Ujgurov. Muslimani so zmeraj bolj marginalizirani in pa tudi neposredno napadani v Indiji. Muslimani, ki jih je 200 milijonov v Indiji, tvorijo okoli 18% prebivalstva, so manjšina, so bili že pred letom 2014 neka socialno-ekonomsko marginalizirana skupnost. Mnogo manj zaposleni kot Hindujci, mnogo revnejši in tako naprej. Od leta 2014, ko je pa v Indiji prišla na oblast Bharatiya Janata Party, ta hindujska nacionalistična stranka pod vodstvom Narendre Modija, so muslimani zelo neposredno podvrženi pritisku in pa fizičnim napadom. Naj opozorim, da Bharatiya Janata Party, pazite, to so politični nasledniki prav tistih, ki so zagrešili umor Mahatme Gandhija. Mahatmo Gandhija je 30. januarja 1948 ubil Godse. Godse iz Mahasabhe. Mahasabho je vodil pa Vinayak Damodar Savarkar, oče hindujskega nacionalizma. In te, ki so danes na oblasti v Indiji, že 8 let in so tudi zmagali na zadnjih volitvah v najštevilnejši državi Uttar Pradesh. Te so politični nasledniki teh morilcev Mahatme Gandhija. Gre za neko zelo militantno, hindujsko strujo, ki na muslimane gleda kot na nek tujak. In bi radi drugo republiko indijsko vzpostavili. Kar pomeni, da Indija ne bi bila več multikonfesionalna država, ki zagotavlja varnost in dobrobit vsem prebivalcem, tako kot so predvideli utemeljitelji Indije na čelu z Jawaharlalam Nehrujem, ampak hindujska, tudi definirana kot hindujska država. Nenazadnje je Bharatiya Janata oziroma Narendra Modi ukinil poseben status oziroma avtonomijo Džamu in Kašmirja, edine indijske zvezne države, v kateri muslimani tvorijo večino, tukaj na severu. Zaradi tega, ker se muslimani po svetu tako marginalizirane počutijo in marsikje preganjane, lahko uspevajo te tvorbe, kot so islamska država. Veste, ko je Abu Bakr al-Baghdadi 29. pravzaprav 1. julija 2014 razglasil islamsko državo, so mnogi muslimani, vsaj en del jo je podprl, ampak ne zato, ker bi se strinjal z njenim nasiljem, ampak zato, ker je Abu Bakr al-Baghdadi razglasil kalifat. In ta kalifat v muslimanski percepciji ustvarja nek občutek, da muslimani postajajo bolj povezani preko kalifata, preko neke krovne organizacije, krovne tvorbe politične in na ta način, da naj bi postali tudi bolj močni. To je tisto, kar vleče muslimane, mnoge muslimane, ki so podprli islamsko državo. Kot pravi Abdel Bari Atwan, poznavalec bivše Al-Kaide, ko je bila na vrhuncu slave in islamske države, je islamsko državo mnogo več muslimanov podpiralo kot Al-Kaido v njenih najboljših letih. Ta zgodba z islamsko državo tudi še ni zaključena, kot vidimo v Afganistanu, kjer še vedno izvaja napade njena veja pokrajina Horasan.
Tako da zaradi tega so muslimani pripravljeni tudi, ali pa del muslimanov, seveda del muslimanov, ki pa kvantitativno nujno nek velik populacijsko del, je pripravljen tudi te radikalne organizacije podpreti, marsikdaj, kot pravim, pa odločilno zaradi tega, da ker naj bi zaščitile torej preganjene populacije muslimanske v svetu. Drugače pa naj se še tega dotaknem, da za današnje razumevanje dogajanj na Bližnjem vzhodu, v muslimanskem svetu, seveda je treba poznati šiitsko-sunitsko torej konflikt, napetosti med suniti in šiiti. To je nekaj, kar pravzaprav marsikomu še ni najbolj jasno, torej da suniti tvorijo danes v svetu 85 do 90% vseh muslimanov, ogromno večino. Šiitov je zgolj 10 do 15% svetovnih muslimanov. Torej bi kdo rekel, pa kaj pol problem, kako da je sploh tle nek konflikt, saj so šiiti tako zelo očitna manjšina. Ampak, in ta ampak je pomemben seveda, teh 10 do 15% šiitov živi v strateško najpomembnejšem delu muslimanskega sveta. Torej, segajoč od Afganistana. V Afganistanu je okoli 18 do 20% šiitov, 12-nikov, predvsem Hazari, Kizilbaši in pa Farsivani. Potem Iran seveda, 89% šiitov, Irak 60% šiitov, v Siriji sicer zgolj 12 do 15%, ampak so na oblasti v Siriji od leta 1963 neki zelo specifični šiiti alaviti, ki jim pripada sedanji predsednik Bašar al-Asad. In seveda na oblastih je pripeljal njegov oče Hafiz al-Asad 1963, ko je skupaj z Mohamedom Umranom in pa Salahom Džadidom naredil državni udar in zrušil sunitsko vladavino. Potem pa tlele v Libanonu seveda močna šiitska skupnost, s katere izhaja tudi gibanje Hezbolah, torej okoli tam 30% prebivalstva. Za Libanon ne moramo točno reči, ker prvi in zadnji popis prebivalstva v Libanonu je bil izveden leta 1932. Popis prebivalstva v Libanonu je tako občutljiva stvar, da ga raje ne izvajajo, ker bi vsaka skupnost mogoče bila razočarana nad svojo številčnostjo. Torej ta šiiti torej živijo v tem strateško najpomembnejšem delu muslimanskega sveta in ne nazadnje naj to dodam, da ne bi pozabil, šiiti živijo tudi tlele na vzhodu Saudske Arabije, tvorijo 10 do 12% prebivalstva. Tle bi spet dorekel, so jih toliko malih je. Ampak naj poudarim, da tele šiiti torej živijo točno na tistem območju, kjer ima Saudska Arabija svojo nafto, kjer najbolj črpa nafto. Tako da saudski nek prastrah je, da bi se tele šiiti odcepili in se pridružili Iranu. Pazite, zdaj moram pa nekaj poudariti. Govorimo o šiitih in govorimo o sunitih, ampak to je zelo groba delitev. Tle moramo vedeti, znotraj šiitske veje islama imamo mi torej veliko podločin. Najprej so tle šiiti 12-niki, daleč najbolj številna ločina šiitov, se pravi iranski šiiti 89%, iraški šiiti 60%, libanonski, ta gibanje, torej skupnost, iz katere izhaja Hezbolah, to so 12-niki. Tudi Hazari v Afganistanu so 12-niki. Potem pa pridejo na vrsto zajditi, šiiti zajditi, ki jim pripadajo te Ansar Allah, podporniki Boga, oziroma skupnost Hutijev, ki vlada Jemnu ali pa večjemu delu Jemna ali pa temu v tej zahodni polovici Jemna od leta 2014, torej ti Huti pripadajo pa ločini zajditov. To je že drugačna ločina, torej v Jemnu se Saudska Arabija in Združeni arabski emirati borijo proti tem Hutijem, ki so šiiti zajditi. In doktrinarno v bistvu najbolj blizu sunitskemu islamu, doktrinarno gledano. Pazite, pol je pa nekaj takega, kar nas bo Slovence zanimalo. In zdaj bo to zanimalo tudi pristaše naše glasbene skupine Laibach.
Verjetno kdo ve, da je Laibach zadnji projekt, ki ga dela Alamut. Torej, Vladimir Bartol, Slovenci so zelo ponosni na Vladimirja Bartola. Če hočemo vedeti, o kom govori Vladimir Bartol v svojem delu iz leta 1938, se pravi, v katerem govori o asasinih, potem moramo reči, da ta vzdevek asasini so tej skupini pridali križarji. To ni izvorno pravilen izraz za to skupino. Pravilen izraz je ismailiti nizariti. Torej, te asasini, v katerih govori Vladimir Bartol, pripadajo ismailitski ločini šiitov, ki se je odcepila od glavnega toka šiizma tam pod 6. imamom Džafarjem al-Sadikom v 8. stoletju. Pol je šla pa svojo pot in je utemeljila edini šiitski kalifat v zgodovini muslimanskega sveta, Fatimitski kalifat v Egiptu. Paste, pol je pa v tem Fatimitskem kalifatu leta 1094 prišlo do neke delitve na nizarit, torej do nekega spora in delitve na nizarite in pa mustalite. Vidite, zelo kompleksna zgodba in te nizariti, imenovani po Nizarju, sinu tedanjega umrlega kalifa Al-Mustansirja, te nizariti so te asasini, o katerih govori Bartol. Torej, nizariti je ta pravilen izraz in njihov vodja Hasan al-Sabah, Hasan Isabah, je 4. septembra 1090 pridobil to trdnjavo Alamut v severnem Iranu. Imeli so pa tudi druge trdnjave, torej Maimundis, Lamasar, Girtkoh. Imeli smo tudi sirsko vejo teh nizaritov, sedežem v Masjafu. In seveda tisto, kar je treba poudariti, da Bartol se je tle v eni pomembni stvari motil. Da te asasini, nizariti, niso svojih umorov izvajali zato, ker bi Hasan al-Sabah zasvojil z mamili in jih na ta način torej naredil zelo ubogljive, da so ga ubogali pri umorih. Ne. Ta zgodba z mamili je izmišljena. Tega ne govorim na pamet, o tem govorijo največji poznavalci ismailitov in nizaritov, Farhad Daftari, Marshall G.S. Hodgson in Bernard Lewis, ampak atentate so izvajali zato, ker so se predhodni poskusi šiitov, da bi zrušili sunitsko vladavino, torej s frontalno konfrontacijo izkazali za neuspešne. Potem je pa ta Hasan al-Sabah rekel, če ne gre frontalno, bomo pa nek poseben gverilski način bojevanja prešli atentati. Atentati na pomembne člane oziroma voditelje sunitskega sveta, tedanjega bagdadskega abasitskega kalifata, Seldžuke. In so tako umorili naprimer Nizama al-Mulka, velikega seldžuškega vezirja 16. oktobra 1092. Torej tukaj se je Vladimir Bartol motil, da ne bom predolg s temi asasini oziroma nizariti, naj še na nekaj upozorim. Ti asasini, Bartolovi, še vedno so z nami. Še vedno živijo, še vedno jih imamo v svetu. Torej, to malo kdo to ve. Te nizariti, paste, imajo od leta 1848 sedež v Bombaju oziroma današnjem Mumbaju, v indijski zvezni državi Maharaštri. Torej, Aga Khan III, če se ne motim, je ustanovil ta sedež nizaritski tukaj v Mumbaju in od leta 1957 jih vodi Aga Khan IV, ki podeljuje tudi pomembno arhitekturno nagrado in vodi razvojno omrežje Age Khana. Torej, te nizariti imajo še vedno sedež v Indiji, kjer se imenujejo hodže, živijo pa tudi v Pakistanu, tle na severozahodu, paste, in tudi v Afganistanu, predvsem v tejle v najseverozahodni pokrajini Badahšan. Imamo tudi te nizarite še vedno. Tako da te asasini, o katerih govori Bartol, to niso preteklost, to še vedno so z nami. Je pa res, da so jih Mongoli uničili kot vojaško formacijo 1256. In da so tedaj se morali potem 200 let skrivati, potem so se pa iz Irana selili počasi v Afganistan in Britansko Indijo. In nenazadnje tudi v sirska veja, tudi v Siriji 1% prebivalstva še vedno tvorijo ismailiti
Nizariti, tle okoli Salamije. Tako da, toliko, da vidimo, kako so te šiiti kompleksni znotraj, kot sem že rekel, Alaviti v Siriji so na oblasti od leta 1963, kot zanimivost, tele Alaviti v Siriji so edini muslimani na svetu nemara, ki lahko pijajo alkohol. Ne bom rekel, ki ga lahko, ampak ga pijejo, torej ne velja med njimi ta stroga zapoved, da ne smejo uživati alkohola. Alaviti, iz katerih izhaja Bašar al-Asad, tudi opravljajo svoje molitve v zasebnih domovanjih ali pa zunaj, ne v mošejah. Ne v mošejah, ko so osmanski Turki zasedali Sirijo, so te Alavite silali v mošeje. Potem zelo so specifični tudi zaradi tega, ker verjamejo v metnem psihozo, preseljevanje duš oziroma neko reinkarnacijo. In pa ne nazadnje, tisto, po čemer so te šiiti, Alaviti zelo specifični, je to, da medtem ko drugi šiiti imame zelo, zelo spoštujejo in pa te Alaviti pridajajo tako rekoč božanske lastnosti. Torej za Alija, prvega imama in pa druge imama pravijo, da imajo status, ki je najbližje božanskosti. Tako da to je res ena zelo specifična šiitska ločina teh Alavitov, ki vladajo v Siriji. Danes pa sicer naj s tem tudi tole območje končam, da danes imamo v bistvu še vedno se ta šiitsko-sunitski konflikt odraža. V Siriji je ta konflikt nekoliko zamrznjen, v Jemnu poteka še vedno naprej, torej med Huti in pa Saudsko Arabijo, čeprav Saudska Arabija v zadnjem času išče skupni jezik z glavno šiitsko silo Iranom. Od aprila 2021 se Saudska Arabija pogaja z Iranom, pogovarja, to je dobro. In morda bomo na koncu dobili vendarle nek dogovor, s tem, da Saudska Arabija zelo verjetno napačno meni, da so Huti iranska marioneta. Iran ima velik vpliv na Hutije, jim tudi drone in pa tehnologijo daje, ampak Huti niso zgolj marioneta Irana. Huti imajo tudi svojo lastno voljo, tako da Saudska Arabija se bo morala z njimi neposredno pogajati. Mogoče bo zdaj v Jemnu pomagali to, da so dobili nov predsedniški svet, 8-članski, ki zamenjal predsednika Mansur Hadija, in da bo iz Huti s tem dobili nek signal, da imajo na drugi strani nekega bolj reprezentativnega sunitskega, torej sogovornika, ker do sedaj so podcenjevali Mansur Hadija. In pa da ne bom predolg, zdaj grem pa še k zadnji situaciji v svetu. Kot sem že rekel, slovenska zunanje politična oziroma zunanje ekonomska strategija poudarja, da naj bi Republika Slovenija ekonomsko prodrla v Kazahstan, Azerbajdžan. In včasih vprašam študente, zakaj mislite, kako naj to zastavim, to vprašanje, zakaj je dobro, da se pozicionira Slovenija v Turčiji najprej, da potem lahko prodre veliko bolj učinkovito v Srednjo Azijo? Zato, ker so to turški narodi. Tako je. Razen enega stana. Kirgizistan. Ne. Ne. Kirgizi so vzhodno turško ljudstvo. Tadžikistan. Tadžikistan je perzijski. Tadžikistan, torej v Tadžikistan je iranska etnična skupina, se pravi indoevropska. Medtem ko tele ostale srednjeazijske republike, Kazahstan, Kirgistan, omenjeni Uzbekistan, Turkmenistan in pa tudi Azerbajdžan, če ga štejemo, ni ravno srednjeazijska, ampak je tele stan, to so turška ljudstva. Ni naključje, da je pokojni turški predsednik Turgut Özal 1989 rekel, prihaja čas, ko bo Turčija segala od Sredozemskega morja do Kitajskega zidu. Ker se je zavedal, da je ta Srednja Azija bolj ali manj turška. Tako da je to dobro poznati. V zadnjem času sicer Kazahstan seveda postaja najpomembnejši, ima največ nafte, zemeljskega plina, predvsem pa logistično. Logistično grejo tele transportne poti, logistika skozi Kazahstan.
Tako da to postaja tisto, kar je tlele, kar je pomembno, torej te supply chains, oskrbovalne verige, ki se sicer nekoliko krhajo sedaj in vodijo preko Kazahstana. Tle Rusija z nekim ljubosumjem gleda na Kazahstan, ker je odvzel tisto, kar je imela včasih sama, se pravi, da je tle Transsibirska železnica pomenila glavno prometno črto čez Evrazijo. Zdaj grejo glavne poti skozi Kazahstan. Kar bi tle rekel je, to pa zadnje, na kar bom opozoril, da ne bom predolg, da verjetno vsi veste, da danes glavni spopad, to sem že omenil danes deloma, glavni spopad ali pa tekma za vodilno mesto v svetu poteka med Združenimi državami Amerike in pa Ljudsko republiko Kitajsko. In tle jaz bi opozoril na to, da živimo v nevarnih časih. Zakaj živimo v nevarnih časih? Zato, ker se polarno gledano svet spreminja iz unipolarnega, torej po koncu hladne vojne, ko so ZDA premagale Sovjetsko zvezo in bila Sovjetska zveza razpuščena, smo dobili unipolarni moment. Se pravi, eno samo supersilo, ki bila, nekateri so rekli hipersila, ki bila daleč najmočnejša, Združene države Amerike, na neki točki, in jaz bi to točko lociral v letu 2003, ko so ZDA napadle Irak, kar je zelo škodilo njihovi mehki moči, ker napad na Irak 2003 je bil nelegalen. Nelegalen je bil zato, ker ni dobil odobritve Varnostnega sveta po 42. členu ustanovne listine in pa tudi Američani niso mogli reči, da je bil napad na Irak samoobramba, kot jo dovoljuje 51. člen ustanovne listine OZN. Hkrati je bil pa ta napad tudi nelegitimen, kajti posebna skupina jedrskih inšpektorjev pod vodstvom Hansa Blixa jasno povedala, nismo našli orožja za množično uničevanje. In to je zelo škodilo ameriški mehki moči. Soft power, torej neka kategorija v mednarodnih odnosih, ki pravi, mehka moč je sposobnost, da nekoga pripraviš, da ti sledi zaradi svoje prepričljivosti ali pa atraktivnosti oziroma privlačnosti, ne pa zato, ker bi proti njemu uporabil silo ali ga plačal. To je ta mehka moč in ta mehka moč ZDA je zelo trpela po napadu na Irak. Skratka, to pravim zato, ker od takrat naprej smo v procesu premikanja od unipolarnosti k multipolarnosti. Od sveta, kjer je bila ena sama supersila, v svet, kjer obstaja več velikih sil. Poleg ZDA, seveda tudi Ljudska republika Kitajska, Ruska federacija, Indija, Brazilija, mogoče Evropska unija skupaj. In kot uči znanost o mednarodnih odnosih, so obdobja, ko prihaja do velikih prerazporeditev moči, zelo, zelo turbulentna, nevarna obdobja. Nenazadnje Robert Gilpin, avtor knjige War and Change in World Politics, govori o tem, da v takšnih obdobjih, ko obstaja neravnotežje med strukturo mednarodnega sistema, ki ponavadi koristi dominantni sili, to so v naši situaciji ZDA, na drugi strani pa pride do redistribucije moči, ki koristi vzpenjajočemu se izzivalcu, to so v današnjem svetu Ljudska republika Kitajska. Torej Robert Gilpin pravi, da ponavadi skozi zgodovino je bilo to neravnotežje rešeno z vojno. Ali on pravi s hegemonsko vojno, hegemonic war. Torej, in to so največje vojne, najbolj strašne vojne. Pravi, da takšne hegemonske vojne so bile na primer Peloponeška vojna, Mediteranum in Šparta v 5. stoletju pred našim štetjem. Potem vojna proti Luju XIV, ko je hotel ta v 16. stoletju hegemonija Francije uvesti v Evropi. Potem seveda napoleonske vojne in pa obe svetovni vojni. To so bile, a da ne pozabim, tudi 30-letna vojna v 17. stoletju, pravi Robert Gilpin, to so bile hegemonske vojne, ki so odločile o tem, katera država bo postala nova dominantna sila v svetu. In zdaj imamo takšno situacijo, torej Robert Gilpin govori skozi koncept hegemonske vojne, hkrati pa naj povem, da kar se mi zdi zelo relevantno,
Graham Allison. Graham Allison pa govori o Thukydidovi pasti. Torej, to se mi zdi zelo relevanten koncept. Namreč Graham Allison se sklicuje na Thukydida, famoznega atenskega zgodovinarja, ki je napisal znamenito zgodovino Peloponeške vojne. Peloponeška vojna med Atenami in Šparto med 431 in pa 404 pred našim štetjem. In tisto, kar poudarja Graham Allison in kar nam je dal Thukydid, prvi predstavnik realistične šole mednarodnih odnosov, torej šole, ki poudarja nacionalni interes, moč, ravnotežje moči ali pa država, samopomoč, suverenost. Torej, ta Thukydid je rekel, da vojna, je rekel, moramo raziskati, kaj je zares vodilo v vojno med Atenami in Šparto. In rekel, nemara je bilo to, ali pa verjetno je bilo to, da Šparta je bila 150 let pred izbruhom vojne dominantna sila na Peloponeškem polotoku. Dominantna kopenska sila, torej pač najmočnejša sila. Potem so se pa pred Peloponeško vojno Atene začele naglo vzpenjati. Kar naenkrat Atenci so odkrili arhitekturo, dramo, zgodovino, kiparstvo, demokracijo in tako naprej. In Atene kot pomorska sila so naglo krepile svojo moč. In Thukydid je rekel, torej mogoče eden najbolj pogosto ponavljanih stavkov v znanosti o mednarodnih odnosih, vojna je bila neizogibna zaradi naraščajoče moči Aten in strahu Šparte pred to močjo. Da Špartance je zaskrbel, da jim bojo Atene še naprej rasle čez glavo in na neki točki se je Šparta, potem ko so Atene uvedle ekonomske sankcije proti Megari, zavezniku Šparte, se je Šparta odločila za vojno. V smislu, bolje, da gremo sedaj v vojno, preden se Atenci še bolj okrepijo. In to je tisto, kar je Thukydid prispeval, torej, da je rekel, če obstaja situacija, ko vzpenjajoča se sila grozi, da bo izpodrinila vladajočo silo, potem je zelo verjeten rezultat vojna. In zakaj je to pomembno? Ta Graham Allison iz Balfour Center for International Relations and Science poudarja, torej profesor iz Harvarda, ker imamo danes takšno situacijo. ZDA so vsaj od druge svetovne vojne ali pa vsaj zagotovo od konca hladne vojne naprej vladajoča sila, Ljudska republika Kitajska pa je hitro se vzpenjajoča sila. Li Kuan Jew, nekdanji singapurski, sedaj že pokojni premier, rekel, da je Kitajska najmočnejši igralec v zgodovini sveta. Ta današnja Ljudska republika Kitajska. In imamo to situacijo nevarno, torej, da Kitajci so vzpenjajoča se sila, ZDA so pa torej so vladajoča sila, ki se boji, da jih ta vzpenjajoča se sila prehiteva. In Graham Allison pravi, da v zadnjih 500 letih je obstajalo 16 takšnih primerov, ko smo imeli vladajočo silo, ki jo je prehitevala vzpenjajoča se sila, in da kar 12 primerov je končalo v vojni. Tako da to je zelo nevarna situacija. Seveda vsi vemo, da lahko to najbolj eskalira, oziroma ta eskalacija konflikta se lahko začne predvsem zaradi Tajvana. Ker Tajvana in pa Južno-Kitajskega morja, a veste, Ljudska republika Kitajska se obnaša tako, kot so se obnašale Združene države Amerike na prelomu iz 19. v 20. stoletje. Tako kot so ZDA bile velika ekonomska sila, ki so hotele imeti pod nadzorom bližnja morja, tako danes je Ljudska republika Kitajska, ki je velika ekonomska sila, ki hoče imeti pod nadzorom bližnja morja. Theodore Roosevelt je jasno rekel, Špance moramo iz Kube nagnati. Ko so Nemci prišli s svojimi ladjami pred Venezuelo 1902, da bi izterjali dolg, je Theodore Roosevelt rekel, 10 dni imate, da se poberete, če pa ne boste šli, potem vas bomo pa mi zbombardirali z našimi ladjami. In pa rekel je tudi, da so ZDA tista, ki lahko odloča oziroma posreduje kjerkoli na zahodni polobli, s čimer je specificiral Monroejevo doktrino. In točno, če bi se Kitajska danes, Ljudska republika Kitajska, polovico tako agresivno obnašala, kot se ZDA na začetku 20. stoletja, bi hitro tle lahko prišlo do vojne.
Torej, Kitajska dela enako, kot so ZDA delale, ko so same bile ekonomska velika sila. Velika razlika je pa v tem, da Američani danes se nočejo umakniti iz Južno-Kitajskega morja. Medtem ko so se Nemci hitro umaknili, tudi Britanci so Američanom, ko so videli, da so močnejši Američani, so rekli, puščamo vam primat na zahodni polobli. Mi imamo glavno nevarnost v Nemčiji pred Prvo svetovno vojno. Američani pravijo danes, da se ne bodo umaknili iz Južno-Kitajskega morja. Preprosto ne bomo šli, tlele bomo ostali, ker Američani pa sledijo neki politiki, da ne prepuščajo nobeni veliki sili primata nad pomembnejšim območjem v svetu. Tako kot Hitlerju in Stalinu niso prepustile ZDA primata v Evropi, pravijo, da zdaj ne bodo LR Kitajske prepustile primata v jugovzhodni Aziji. In to je ta nevarna situacija. In seveda naj sam to rečem, da LR Kitajska se pripravlja na spopad, zelo verjeten, precej verjeten, no? In da je lansko leto, pred letom in pol, je Ljudska republika Kitajska postala prva država po drugi svetovni vojni, ki je prehitela ZDA po številu vojaških plovil. Torej, v tistem, čemer so bili Američani najmočnejši, letalonosilke, podmornice, križarke, rušilci, so jih Kitajci prehiteli pred letom in pol. Kitajci imajo 350 vojaških plovil, ZDA 300. ZDA sicer zdaj, seveda kongres je takoj odobril, gradijo nova plovila, da bi jih še 50 hitro zgradili do leta 2035, relativno hitro. Ampak, torej, Kitajci imajo že 70 podmornic, pred kratkim so splavili svojo tretjo letalonosilko Fujian, ki ima elektromagnetni katapult za vznetanje letal. Američani imajo 11 letalonosilk, ampak zgolj ena letalonosilka, najnovejša, ima elektromagnetni katapult za vzletanje letal. Skratka, Kitajci sporočajo Američanom, postajamo močni, trikrat premislite, preden boste letalonosilko poslali proti naši obali, ker vam jo bomo uničili. In psihološki učinek bi bil podobno katastrofičen kot 11. september 2001 z Američani. Tako da Američani vendarle, to pa naj rečem, zvito gradijo zavezništva okoli te močne Kitajske. Veste, AUKUS, Avstralija, United Kingdom, United States, kjer naj bi Avstralija dobila 8 podmornic na jedrski pogon, QUAD, Quadrilateral Security Dialogue, se pravi ZDA, Japonska, potem Avstralija in pa nenazadnje Indija, ker Indija ima mnoge spore s Kitajsko, tako da Američani zelo potrpežljivo pletejo zavezništva tlele okrog. Evo, Slovenci moramo tudi to poznati, te situacije, tudi to, naj s tem končam, da tisto, česar se Kitajci torej panično najbolj bojijo, je to, da bi Američani v primeru vojne zaprli tole malajsko ožino. In da tankerji z nafto in pa ladje s hrano iz Afrike ne bi mogle več pluti proti Kitajski skozi malajsko ožino. To je panični strah Kitajcev. In Kitajci nimajo prave rešitve proti temu in zato seveda, če hočemo danes razumeti, zakaj Ljudska republika Kitajska ne more odreči podpore Rusiji, je odgovor v tem, da Kitajci še najboljšo rešitev imajo v tem, da najdejo neke alternativne vire za nafto, ki jo bodo dobivali iz kopnega, iz Rusije in tudi zemeljski plin, če bo tale malajska ožina zaprta. In pa nenazadnje veste to, da Kitajci načrtujejo, da bo topljenje tlele ledenikov pripeljalo do tega, da bo mogoče vzpostaviti pomorsko pot Šangaj-Rotterdam in to jim mora Rusija dopustiti. Tako da zaradi tega, ki se Kitajska, kljub temu, da to zahtevajo vzhodnoevropske države, ki pravijo, Kitajci morate se odločiti, ali ste z nami in z Ukrajino ali pa z Rusijo. Kitajska, LR Kitajska ne more zapreti vrat Rusiji. Evo toliko z moje strani, se opravičujem, če sem bil predolg, hotel sem par tem odpreti, pokazati, da je svet zanimiv, kar ste že vedeli. Najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala lepa. Tako da me pa škoda ni še kakšnih dijakov, seveda z vsem spoštovanjem do navzočih.
Problem je košarkaška tekma zdajle. Ravno takrat, ko smo mi začeli, se mislim, da tekma začela. Aha, Francozi, ne? aha. A to pa res je problem. Ja, zato pa je tako, kaj je, ne? Jaz mislim, da je to tudi včerajšnji problem, če sem čisto iskren, da ja, v redu, vse razumem te najstnike oziroma dijake, ampak da cela Slovenija preveč trza na ta šport, tle je preveč, v Sloveniji je ta šport pridobil prevelike dimenzije. Da Se strinjam, Primož, popolnoma. to ni čisto normalno, to kaže na naš manj vrednostni kompleks, ker tle možem prebrati med vrsticami, joj, toliko mehni smo, pa toliko uspešni. Vsi nas toliko spoštujejo. Kolega Štrbenca, lahko nekaj vprašam. Ja, Razumem, da je Sloveniji zelo pomembno, da postane nestalna članica Varnostnega sveta. aha. Toda rad bi, da poveste svoje mnenje, kaj bo svet dobil od Slovenije kot nestalne članice. Ali ne bomo filijala Združenih držav Amerike in Evropske unije, predvsem Združenih držav, ali ne bomo kimali tako kot velike sile, kot smo do sedaj kimali in si naredili nekajkrat sramoto, kaj bo svet od nas dobil, če bomo res postali nestalna članica Varnostnega sveta. Kaj vi mislite? Ja, hvala lepa za vaše vprašanje, gospod Kožuh. Jaz se z vami, zelo relevantno vprašanje, moram reči zelo relevantno vprašanje, da ne smemo pozabiti, kdaj je Slovenija napovedala to svojo kandidaturo za nestalno članico. Torej, v času prejšnje vlade oziroma potem, ko je postalo jasno, da morda Američani, State Department, lobira v vzhodni Evropi, katera država bi bila pripravljena torej kandidirati za nestalno članico. Tako da jaz se tle res bojim, da je Slovenija šla v to kandidaturo najprej na neko spodbudo ZDA. Ker ZDA seveda tudi v varnostnem svetu delajo sistematično in so hoteli neko članico v varnostnem svetu, ki bo bolj naklonjena Ukrajini, najmanj kar je, kot Rusiji. To je najmanj, kar je mogoče reči. In moram reči, da mogoče jaz tudi pogrešam malo več neke ekvidistančnosti Slovenije. Tako da morda včasih preveč zgleda, da Slovenija zastopa neka ameriška stališča. Sam najkar povem naravnost, mogoče se to ne bo s tem strinjal, ampak ta zgodba Ukrajina-Rusija ni tako črno-bela, kot se večkrat poskuša prikazati. Tako da tle bi bilo treba vendarle to razumeti, da Rusija ni več prva liga. Rusija se tega zaveda, da ta ruski medved je ranjen. Ruski medved torej 20 leti ni bil upoštevan. NATO se je širil ne glede na ruske ugovore in tako naprej in zdaj ta medved lomasti. Ta medved je užaljen, ta medved, torej njegov ponos je prizadet in on lomasti. Seveda to, kar se dogaja v Ukrajini, je tragedija, ampak to psihologijo bi bilo treba razumeti. In tle bi Slovenija, po moje, lahko objektivno gledano odigrala neko vlogo posrednika. Da bi bolje v varnostnem svetu poskušala, pa ne samo v varnostnem svetu, ampak na splošno, glede na to, da je slovanska država, da je imela kar dobre odnose z Rusijo, hkrati pa je tudi članica Evropske unije in NATO, bi lahko neko pomembno posredniško vlogo dobila in jo odigrala. Pa mislite, da bo res? Ja, nisem najbolj optimističen, ampak to bi bilo tisto, s čimer bi Slovenija dejansko lahko povečala svojo težo v mednarodnih odnosih. Bi bilo pa zato res potrebno nekoliko poguma. Ampak ja, nisem najbolj prepričan osebno. Hvala lepa. Prosim. Primož, če smem eno vprašanje. Govoril si dosti o Afriki in se mi zdi zelo pomembno kot regija. Danes je več križnih žarišč, ne? Ukrajina, govori se vedno več o Tajvanu in o Bosni, Kosovo, ne? Slišimo zadnje dni. Ko se oziraš na Afriko, katero državo, kaj bi ti izpostaviti, kje je lahko naslednje krizno žarišče v Afriki? Saj veš, Andreja, tle bi jaz rekel, da tisto, kar nas mora vse skupaj skrbeti, niso ta klasična krizna žarišča, ki jih je kar nekaj, torej Etiopijo sem že omenil, pol Sahel. V Sahelu se 5000 francoskih vojakov in 11 000 vojakov iz drugih članic Evropske unije
bori proti džihadistom. Na eni strani imamo skupino za pomoč muslimanom in islamu, to je sahelska veja Al-Kaide, po drugi strani imamo podružnico islamske države v Sahelu, ki se imenuje Velika Sahara. Torej tam tudi obstaja ta konflikt. V Mozambiku imamo džihadistični upor na severu Mozambika, ki ga mozambiške oblasti ne morejo zadušiti. V Demokratični republiki Kongo v bistvu permanenten konflikt obstaja, tako da teh klasičnih nekih kriznih žarišč z bojevanjem je veliko, vendarle bi pa jaz poudaril, da tisto, kar nas more pa vse zares skrbeti, je pa to, da je Afrika največja žrtev podnebnih sprememb. Najmanj je prispevala k segrevanju ozračja, po drugi strani je pa največja žrtev. Da že tako smo imeli Sahel kot najbolj suh pas na svetu, zdaj se pa Sahel zmeri naglo širi. In to povzroča seveda zmeri bolj konflikte za vodo, konfliktov za travo. V Keniji imamo že etnični spopad, oziroma sploh v temle Sahelu ali pa okoli Sahela je že permanenten spopad, tole območje je permanenten spopad med živinorejci na eni strani in pa poljedelci na drugi strani, zato ker živinorejci s svojimi čredami zmeraj manj trave in pa vode najdejo. In se na primer v Nigeriji že je permanentni spopad tlele v osrednji Nigeriji med živinorejci Hausa etnična skupina in med poljedelci, kjer so torej ne Hausa etnične skupine. Tako da jaz mislim, da to je tisto, kar nas more skrbeti, da ta situacija se bo zgolj še poslabševala. Ne pozabimo, da Sahara se vsako leto razširi 7 km proti jugu. 7 km vsako leto proti jugu. To bo pomenilo, da tlele bo tale Sahel postaja neka čist območje, kjer je nemogoče živeti počasi. Tako kot zdaj v Pakistanu, kjer je 3/4 leta katastrofalna suša, torej tla postanejo popolnoma razpokana, trda, potem pa pade kar naenkrat, kot zdaj v Pakistanu, ogromna količina vode in v ta trda tla sploh več ne požira voda, ampak se samo odbije, pa gre naprej in vse poruši. Torej, ta situacija že nekaj let obstaja v Sahelu in pa zmeraj širše. In to je tisto, zaradi česar torej v veliki meri tudi Afričani bežijo proti Evropi. Jaz bi to opredelil kot glavni problem Afrike. Poleg seveda klasičnih problemov, ko ravno govorim, zakaj Afričani odhajajo skušajo priti v Evropo, zdaj celo preko Atlantika, ki je še bolj tvegan kot Sredozemlje, da ne smemo pozabiti, v tem nas pa uči strukturalistična teorija mednarodnih odnosov, ki pravi, da imamo v svetu jedro države, ki imajo industrijo, ki imajo tehnologijo, ki končne produkte delajo, in imamo periferijo. Periferija, ki zgolj prodaja naravna bogastva ali pa kmetijske izdelke. Afrika je največja periferija sveta. Se pravi, da so kolonialne sile v času kolonializma vzpostavile ali pa ustavile naravni razvoj kolonij ne zgolj v Afriki, ampak tudi v Latinski Ameriki, v večjem delu Azije, in vsilile temu koloniziranemu svetu ne deindustrializacijo, ampak onemogočile so razvoj industrije in pa preprosto naredile svoje kolonije zgolj za oskrbovalke surovin, za evropsko industrijo. Tako da Afrika tako rekoč nobene industrije nima. Po enih podatkih ima celotna podsaharska Afrika toliko industrije, kot ima Belgija. 10-milijonska država in nič več. Tako da to je permanentna rak rana Afrike, da industrija manjka, ima kmetijstvo, ima storitve, nima pa industrije. Potem infrastruktura, pomanjkanje infrastrukture in pa v zadnjem času, kot pravim, ta ekološki problem. Sicer pa še to na koncu mogoče, kar ni zanemarljivo, v Afriki že nekaj časa, že 15 let poteka novo ruvanje za Afriko. New Scramble for Africa. Prvo ruvanje je bilo v kolonialnem obdobju, seveda med kolonialnimi silami, danes pa to ruvanje poteka na eni strani med Ljudsko republiko Kitajsko, na drugi strani pa predvsem med zahodnimi silami, nekdanjimi kolonialnimi gospodarkami in pa ZDA. Tlele v Afriki se za
za vpliv borijo. In tle Ljudska republika Kitajska zmaguje. Kitajci so v bistvu že osvojili Afriko v marsičem. Torej v Afriki en indikator, v The Economistu je bil zadnjič podatek, da LR Kitajska zgradi 31% vse infrastrukture v Afriki, ki stane več kot 50 milijonov dolarjev. Medtem ko Zahod skupaj zgolj 12%. Tako da Kitajska je osvojila Afriko predvsem zaradi 3 stvari. Najprej Kitajci, ko so prišli do Afrike, so rekli, ne pozabite Afričani, mi vas nismo nikoli kolonizirali. Mi vas tudi nismo nikoli zasužnili, tako kot je zasužnil Zahod. Začelo se je torej zgodbo glede zgodovine. Potem so Kitajci rekli, oziroma Kitajci, ko je šlo za razpise in to glede infrastrukturnih projektov, Kitajci delajo tako, da se prijavijo na razpis, potem pa še bombončke dajo zraven, da rečejo, lejte, ampak mi smo vam pripravljeni pa še novo predsedniško palačo zgraditi, pa novo palačo zunanjega ministrstva, pa še kakšen stadion vam bomo zgradili. In to so bombončki, ki marsikdaj odločijo in ne nazadnje, res ne nazadnje, ne pozabimo, da Afrika kot kontinent je bila prva celina, ki jo je 20 let ali pa več kot 20 let izčrpal neoliberalizem. Supply side economics, tisto, kar danes utruja cel svet, da program Berg Svetovne banke je prvi od Afrike zahteval, da more privatizirati vso državno industrijo, da more valute devaluirati in tako naprej. Tako da Afrika je več kot 20 let trpela zaradi te neoliberalne doktrine. Potem so pa Kitajci prišli in so prinesli nek čist drug razvojni koncept, so rekli, država mora pomembno vlagati v infrastrukturo. Tako da Afrika najmanj, kar je dobila neko alternativo, da lahko vsaj, da ni pritisnjena ob zid strani Zahoda, ampak da lahko vsaj nekoliko igra na to rivalstvo med ZDA na eni strani in pa LR Kitajsko na drugi strani. Tako da to je tudi ta tekma, ki ves čas poteka, v to tekmo se vmešava tudi Indija. Ne pozabimo, da Indija ima prednost v tem, da tlele v vzhodni Afriki živijo torej dokaj precej številčne indijske skupnosti, ker so Britanci, ko so bili kolonialni gospodarji tlele na vzhodu Afrike in pa tudi drugje po svetu, na primer v Gvajani in pa na Fidžiju, s sabo pripeljali tudi Indice, bolj specifično Gudžarate. Tele Gudžarate iz zvezne države Gudžarat, ki so potem tvorili nek intermediarni sloj trgovcev, pobiralcev davkov in tako naprej. Tako da tlele v Keniji je močna indijska skupnost, v Tanzaniji, iz Ugande jo je razvpiti Idi Amin izgnal 72, pa se hoče vrniti, oziroma Ugande bi jo zdaj rada nazaj. Indijci na to igrajo. Rusija v zadnjem času tudi zmeraj bolj prodira v Afriko. Ruske sile Wagner, ta paravojaške sile, zasebne najemniki, so se namesto francoskih vojakov tlele v Maliju na severu pozicionirali. Rusija je pomembna v Srednjeafriški republiki, po enih podatkih celo univerze so začele ruski jezik učiti. Rusija koplje boksit v največji svetovni pridelovalki boksita, iz katerega delajo aluminij v Gvineji, se opravičujem za ta neljubi lapsus, v Gvineji tukaj. Mimogrede, lahko vprašam prisotne, koliko Gvinej pa imamo v Afriki? 2, 3. 3. Ne vem. 3, torej tale Gvineja, največja pridelovalka boksita, to je bivša francoska kolonija, neodvisna od 58. Pol imamo seveda ekvatorialno Gvinejo, tukaj je bivša španska kolonija, neodvisna od 68, z nafto in zemeljskim plinom bogata, in potem je še portugalska Gvineja Bisau, od leta 74 neodvisna. Torej Rusija se tudi pozicionira, pa še kakšna država bi tudi rada svoj kos zraven dobila od Afrike. Primož, hvala. Se strinjam, da ta prisotnost Kitajske v Afriki sigurno da kontrira Ameriki in Evropi, ok, to se strinjam.
se počutim obvezana, da povem, da kakorkoli že, ko se pogovarjam jaz s svojimi znanci, ki prihajajo naprimer iz afriških držav, oni so vedno me opozarjajo na to, da najbolj dobrodošle so evropske investicije, ker Evropska unija prinaša tisto stabilnost, tiste institucionalne okvirje, tisto predvidljivost, ne, ki pa jih kitajske investicije ne prinašajo. Ne. In to je isto, kar je Evropska unija prinesla Sloveniji. Manj korupcije, več odgovornosti, kako se denar porablja, več accountability, ne. Tako da to je ta prednost, ki jo mi prinašamo. Poleg tega pa vse te kitajske investicije, res je, da je zdaj Kitajska odpisala nekaj dolga, ne, država, ampak ta dolg ostaja, ne, da afriške države so močno zadolžene, predvsem zasebnim bankam na Kitajskem, ne, tako da to je, mislim, to je del zgodbe, ki se mi zdi, da vse skupaj daje neko nianso. Ne. Absolutno se strinjam s tem. A si hotela še nekaj? Ne, to je to. Ne, jaz se s tem strinjam, seveda daleč od tega, da bi bilo tle čisto belo strani Kitajske. Tako, kot si rekla, korupcija, torej tisti, kjer imajo Kitajci v bistvu prednost, je točno to, da zahodne države so zakonom prepovedale podkupovanje. In zahodna podjetja ne smejo več toliko podkupovati, podmazovati, medtem ko Kitajci podmažejo, preden dobijo kakšen projekt v državi. Tudi ekološki problem je tle prisoten, da Kitajci marsikaj tudi ekološko onesnažijo državo. In pa ne nazadnje tudi marsikam svoje delavce pripeljajo, torej ne zaposlujejo domačinov. Ko ravno Kitajski, da ne pozabim, naj še na nekaj upozorim, kar je manj znano, da Ljudska republika Kitajska že dolgo časa ne more več pridelati dovolj hrane zase. In kje dobi hrano, ker noče postati odvisna od svetovnega trga hrane, kjer so cene lahko zelo nestabilne, že nekaj časa najema ogromne površine zemlje v Afriki in sadi letine v Afriki. Ko zrasejo, torej daje na ladje in jih odpelje proti Kitajski. Tako da Kitajska, torej LR Kitajska je v marsičem odvisna tudi od Afrike v hrani. Zato se LR Kitajska med drugim v skladu z nasveti drugega geopolitika Alfreda Terja Mayana, Američana, ki je 1890 napisal knjigo The Influence of Sea Power upon History, se pravi vpliv pomorske sile na zgodovino, in je rekel, da vsaka ekonomska velika sila mora nadzorovati tiste pomorske poti, ki so vitalnega pomena za njeno ekonomijo. Torej, zato se ta LR Kitajska zmeraj bolj podaja v Indijski ocean. Ker preko tega Indijskega oceana potuje nafta iz Perijskega zaliva in iz Afrike in pa hrana iz Afrike. Tako da Kitajci gradijo ta pomorska oporišča, kot so Čauk Pju tukaj v Mjanmarju, Hambantota, ki jo imajo v najemu za 99 let na Šrilanki, Gwadar v Pakistanu, kjer bodo verjetno tudi, kjer so že torej neko komercialno pristanišče zgradili, verjetno bodo gradili pa tudi vojaško pristanišče in ne nazadnje ne pozabimo prvo prekomorsko vojaško oporišče LR Kitajske 2017 so ga vzpostavili v Džibutiju. Tako da se pozicionirajo okoli Indijskega oceana, ki za njih postaja najpomembnejše morje. Ja, Primož, mogoče še na kratko z moje strani, res najprej čestitke pa hvala za tole kot vedno celovito in izčrpno predavanje. Jaz verjamem, da bodo tudi naši potencialni študenti tole uspeli po košarkarski tekmi, ki je zaenkrat še precej neodločena, v miru pogledati. Najprej sem te želela vprašati v tem kontekstu predvsem, kaj bi sporočil študentom, zakaj se splača študirati mednarodne odnose po politologijo na tej ravni študija, ampak verjamem, da samo tvoje predavanje je že odgovorilo na to vprašanje. Tako da razen, če mogoče še imaš kakšno dodatno spodbudo za njih. Sicer pa izkoriščam ta moment mogoče še z eno vprašanje, ki pa bolj iz tega institucionalnega vidika mednarodnih organizacij prihaja. Se pravi, kakšna je vloga pa prihodnost v tem kontekstu vsega, kar si danes govoril in kar definitivno drži,
kakšna je vloga prihodnosti v resnici mednarodnih organizacij na čelu z Združenimi narodi, v končni fazi tudi z Evropsko unijo, skratka, kje smo tudi na tem polju. Hvala pa še enkrat res čestitke. Hvala. Torej, ja, res sem hvaležen za tvoje, da kar zadeva študente, naj vse povabim k temu, da o tem, o čemer sem govoril, torej o tem boste študenti morebitni veliko zvedeli, še veliko več zvedeli na našem magistrskem programu Politologija, mednarodni odnosi in gospodarska diplomacija, torej na Fakulteti za menedžment Univerze na Primorskem. Program je dvoleten, poteka v angleščini, predavanja so v angleščini. Nekateri se lahko odločijo za 1 leto študija v Sloveniji, 2 leto študija v Ruski federaciji na Univerzi Lomonosov. Lahko se pa kdo odloči tudi za dvoletni študij v Sloveniji. Tako da res toplo vabim vse dijake, študente iz drugih fakultet, da se vpišejo na naš magistrski študij Politologija, mednarodni odnosi in gospodarska diplomacija. Ker verjamem, da boste tle dobili ta znanje, kot sem poskušal tudi sam prikazati, ki res daje neko kompleksno, širše znanje v svetu o kompleksnih problemih, ki jih Slovenci potrebujemo, se pravi gospodarstveniki, diplomati, politiki, novinarji, člani javne uprave in tako naprej. Če imamo to znanje, potem lažje dobimo službo, lažje smo dobri v tistem, kar delamo. In pa ne nazadnje naj to povem, čim več tega moramo imeti v svojih lastnih glavah. Kajti predstavljamo si diplomate ali politike, ki se pogajajo nekje, gospodarstvenike, in na neki točki rečejo, počakajte samo trenutek, bom pogledal na Yahoo, kaj tam piše. Ne, to moramo imeti v glavah in to boste dobili na našem študiju politologije. Kar pa zadeva mednarodne organizacije, ja, bom kar iskreno povedal, da sam nisem specialist za multilateralne organizacije, torej slej ko prej je to kolega Zlatko Šabič na FDV-ju, torej čisto naravnost povem iskreno, ampak kot si že sama Simona rekla, jaz mislim, da se bo pomen organizacije Združenih narodov povečeval. Potem, ko je nekaj časa se je zdelo zadnjih 15 let, da se zmanjšuje pomen, bojo ravno Kitajci prisiljali Američane, da se bodo bolj posvečali OZN-u. In pa tudi ne nazadnje, tudi v okviru tega spora med Ukrajino in Rusijo se vidi, da se prave bitke vodijo v varnostnem svetu OZN. In to vsekakor krepi vlogo OZN oziroma jo vodi k temu, da spet pridobi tisti pomen, ki so ga pravzaprav te očetje ustanovitelji hoteli dati po drugi svetovni vojni. V dan Barton Oaksu že leta 1944, ko so rekli, dajmo popraviti napake, ki jih je Društvo narodov naredilo in dajmo res eno delujočo organizacijo za kolektivno varnost postaviti. Po drugi strani vidimo, da tudi NATO pomen NATO se krepi v smislu teh varnostnih groženj in pa Evropska unija, ne pozabimo, da se ta projekt, da traja že leta 1951, da začel se je s premogom in jeklom, izvorna ideja preprečiti novo vojno med Francijo in Nemčijo in da v skladu s tem konceptom spillover efektom, da se zmeraj bolj širi. Tako da jaz tudi mislim, da bo šel ta projekt Evropske unije naprej, kljub tem tendencam suverenizma. Je pa res, da marsikje v Evropi, da je ena predpostavka, da bo Evropska unija morala bolj poskrbeti za socialno pravičnost. Da to imamo pa po celem svetu problem, torej da Ginijev koeficient po celem svetu, tudi v Evropi na žalost, ves čas narašča in da se pomika proti enki. Vedno manj ljudi ima vedno večji delež bogastva v svojih rokah. In to je razlog, po mojem, tudi zato, da bodo Italijani sedaj na 100. obletnico pohoda na Rim očitno izvolili neofašiste na oblast. Jaz mislim, da dobršen del Italijanov je socialno, zaradi socialnih razlogov, ker Marija Dragija so razumeli kot nekega tehnokrata, ki slej ko prej ne poskrbi dovolj za socialne zadeve, da bo volil iz tega socialnega protesta za Melonijevo.
za neofašiste in za desnico. Tako da, če Evropska unija ne bo poskrbela za večjo socialno pravičnost, da ne bo ta razdelitev bogatstva tako groteskna, da celo v Nemčiji ima, kot poznam podatke, 10% najbogatejših 65% vsega nemškega nacionalnega bogatstva. Če se to ne bo uredilo, bo vedno več nezadovoljnih v Evropi in bodo suverenisti lahko igrali na to karto. Ker ne pozabimo, kako se je druga svetovna vojna začela, torej, da trg je bil najprej uveljavljen v Veliki Britaniji, kot nas uči Karl Polanyi, Spinham-Landski zakon 1843, potem pa do prve svetovne vojne je bil trg po celem svetu uveljavljen. In to je potem, kot pravi Karl Polanyi, spodjedalo to človeško substrat v svetu in ljudi delalo živčne, boječe in so se lahko povzpeli nacionalizmi, ala Hitler in pa marksistična ideologija. Tako da Evropska unija bo morala to rešiti, se pravi, ta sistemsko prelivanje denarja v bistvu od revnejših k bogatim. Je pa res, da Evropska unija tle ni najbolj surov primer, da še bolj surov primer so ZDA in pa tudi Ljudska republika Kitajska, te neenakosti. Evo. Toplo res vabim vse, da se vpišete na študij politologije, mednarodni odnosi in gospodarska diplomacija. Potem pa, če ni več nobenih vprašanj, potem bi kar se vam jaz lepo zahvalil, iskreno se vam zahvaljujem za vašo prisotnost in pa seveda upam, da se še kdaj srečamo na podobnih predavanjih. Hvala, adijo. Ja, lepo vas vse pozdravljam. Hvala vam, lep dan. Ja, Hvala enako, nasvidenje. Nasvidenje. Hvala, super je bilo, res čudovito. Hvala. Izčrpno, zelo, res. Najlepša hvala. Se bomo še kaj takega ponovili podobnega. V redu. Mogoče med študijskim letom, da bomo privabili še več študentov tako zraven, ko bodo. Ja, to je bilo res dobro. Ja, res. Ja. Prav. Ok, super, velja. Ja, hvala, adijo. Adijo.